Megyn Kelly je tako nerodna in iskreno na tej točki me je že kar sram za njo, ker smo vsi opazovali to njeno čudno novo obsedenost z islamom in protiizraelskim stališčem. Videli smo vse te posnetke. Pogledali si jih bomo v trenutku, kako spreminja svoje mnenje, dobesedno naredi popoln obrat brez pravega razloga, razen v upanju, da bo postala vedno bolj pomembna. Ampak ta njen zadnji intervju s Seanom Ryanom je bil v bistvu ena sama velika katastrofa, kjer je poskušala dokazati, kako pomembna je. Nagovarjala je MAGA in govorila vse grde stvari o Izraelu, da so pedofili. In dokazovala, da si res želi, da bi bila mlada generacija Z obsedena z njo. Vse to je naredila. In tako ponižujoče je gledati nekoga, ki se tako zelo trudi dokazati, da ima integriteto, pa jo popolnoma uniči vso svojo verodostojnost. Iskreno, počutila bi se slabo zanjo, če ne bi bila takšna smet. Poglejmo si nekaj posnetkov iz tega intervjuja, ker je res preprosto šokantno za nekoga, ki je medijsko izurjen, moram reči. Kaj je zdaj, veste, tista prava MAGA? Kaj je prava MAGA? Nimam pojma. Mislim, da vem. Trump je to govoril od začetka. Izraelska lobija, ki podpira pedofile. No, mislim, nimam pojma. Potrebujemo drugo kratico. Torej ona ne reče, ne, o čem govoriš, to je tako neumna teorija zarote pedofil, kot to je smešno, smeje se in reče, ja, potrebujejo novo kratico. Sramotno. Mislim, vsi vedo. Vsi vedo, da je vsa ta stvar s pedofilijo tako nizko inteligenten način intelektualne teorije zarote. Če si že izmišljuješ teorijo zarote o tem, kdo nadzoruje Ameriko, ne poskušaj s to. Pedofilska teorija je res očitno namenjena ljudem, ki ne znajo trezno razmišljati. Ampak Trump je od začetka govoril, da on določa, kaj je MAGA. MAGA je to, kar jaz rečem, je dejal. In ni se motil. To je njegov vzdevek. To je njegov volilni slogan. In ves čas je on določal, kaj je in kaj ni MAGA. In mi je osebno rekel, MAGA se bodo počutili tako, kot jaz želim, da se počutijo. Jaz jim bom povedal, kako naj se počutijo glede tega, onega ali česarkoli drugega. In bodo. In glede tega je imel popolnoma prav. Sprašujem se, ali se sploh zaveda, kako to izpade. Namesto, da bi bilo kot, wow, to je res impresivno, ta ženska ima pravi vpogled v to, kakšen je Trump. In nam razkriva resnico o tem, kako je ta moški tako grozen, narcisoiden in egomanijak. To izpade kot nekdo, ki je tako zlahka pripravljen žrtvovati odnose za spletno odobravanje. Za me dejstvo, da je imela osebne pogovore s Trumpom, dokazuje, da je pomembna in da je uživala njegovo zaupanje. In tukaj je preprosto tako, ja, zdaj je Trump pač najslabši. Zakaj? Ker Trump ne bo šel v naslednji mandat. In zato poskuša, prosi, moli, upa, da se lahko preprosto pridruži množici ljudi, ki sovražijo Trumpa in jim ukrade volivce. Veš, tiste volivce, ki sovražijo Izrael in tako naprej. Ampak ne zaveda se, da dela res neumno napako, ko se prilizuje islamu. Mislim, ne vem, zakaj bi to naredila, ker vsi vejo, da je to nekaj, kar ljudem v Združenih državah povzroča veliko nelagodje. Mislim, res je slabo. Res je slabo. Poglej to. To je zgolj klic na pomoč za Gazo. To je uveljavljanje prevlade določenih skupin, predvsem islamistov. Kje se moti? Kaj je rekla, kar bi bilo sploh sporno? Kar si želijo, in Ayaan Hirsi Ali je to izrazila bolje kot kdorkoli drug. Seveda, izvirno iz Somalije, jo je kasneje manipulirala muslimanska bratovščina, a ji je nekako uspelo pobegniti, se izvleči iz tega. Tem sva naredili dolgo epizodo in napisala je knjige o tem. Nekako ji je uspelo pobegniti in je postala doživljenjska kritičarka. Tukaj zveni povsem logično, kot, ja, govori o ženski, ki izpostavlja radikalni islam takšen, kot je. To je dobra stvar, Megyn, kaj ne? O islamu in o tem, kaj počnejo zlasti ženskam. Ampak že desetletje opozarja na to, kaj se dogaja, še posebej v Evropi. Ti moški prihajajo in ženske, ki so lahko prej hodile po ulici v majicah brez rokavov in kratkih hlačah po kavo, so zdaj nadlegovane, v nekaterih primerih celo napadene. Pogosto morajo zdaj hoditi po ulici z moškim družinskim članom, samo zato, da zagotovijo svojo varnost.
Tukaj je torej Meghan Kelly, kot se jo vsi spomnimo, ki govori o stvarih, za katere vsi vemo, da so resnične. In v tem je bila nekako pogumna. Ironija pa je v tem, da zdaj poskuša pokazati, kako pogumna je. Pripravljena je govoriti proti Izraelu, pripravljena je govoriti v podporo islamistom. Je nekako tako, Meghan, ali ne razumeš, da večina sveta sovraži Izrael in da je na svetu ne večina, ampak na milijarde ljudi, ki podpirajo islamiste? V tem, kar počneš, ni prav veliko poguma. Iskreno, pravzaprav je to spet nekoliko nerodno. Ker se oni ne asimilirajo. Pričakujejo, da se bodo evropska mlada dekleta in drugi asimilirali njim. No, in vem, da si že poudarila, da vsak, ki je dovolj pogumen, da pove to, kar je pravkar povedala ona, pa naj bo to Suella Braverman ali Tucker Carlson, na koncu izgubi službo. Ga označijo za nestrpneža, kaj ne? Kot da ti ni dovoljeno iti tja. Manipulacija je tako vse prisotna, da skoraj da sploh ne veš, da se dogaja, ker vsi govorijo isto. In potem je tako, ja, to je tisto, kar vsi mislimo. Spomnim se na Fox News, bilo je kot refleks. Vedno si moral reči nekaj v smislu, z Izraelom imamo zelo poseben odnos. Veš, oni so naš najpomembnejši zaveznik na Bližnjem vzhodu. In vsake toliko sem se spomnila vprašati, zakaj? Zakaj? Zakaj pravzaprav? Da bi mi nekdo to razložil. Ja, in potem je vedno nekako zamrlo. Kot, zakaj že? Vedno je šlo za demoniziranje arabskih držav. Veš, naj bi jih sovražili, ker so muslimanske države. Izrael naj bi imeli radi, ker naj bi bili na naši strani, v judovsko-krščanski, veš, pripovedi. Ne. Razlog, zakaj naj ti islamisti ne bi bili všeč, je zaradi tega, kako ravnajo z ženskami. In ti si ena tistih žensk, ki si se tako dolgo trudila svetu dokazati, da ženske ne bi smele biti slabo obravnavane. Meghan, to je razlog, zakaj naj ti islamisti ne bi bili všeč. Nič nima veze z Izraelom. Ampak spet ti je uspelo ugotoviti, kako narediti iz tega celo teorijo zarote o zlobnem nadzoru. To se mi zdi tako ironično, da so ravno tisti ljudje, ki trdijo, da oni vidijo teorije zarote, tisti, ki nasedajo pravim načrtom za pranje možganov. Ker točno to je naredilo muslimanska bratovščina. Iskreno, to je res šokantno. Ampak to je samo ena izmed mnogih stvari, glede katerih je Meghan Kelly obrnila ploščo. Ona ves čas spreminja svoje mnenje o vsem, samo zato, da bi dokazala, da je prava internetna osebnost tista, ki se resnično bori za vrednote. Ta epizoda je bila, iskreno rečeno, naravnost ogabna. In Milbar TV je pripravil kompilacijo, za katero mislim, da si jo je vredno ogledati. Ne vem, draga, res ne vem. Iskreno povedano, ne vem več, kaj naj si mislimo, čemerkoli. Mislim, da je ena stvar, ki me najbolj skrbi. Izrael. Kaj te vse pomeni? Mislil sem, da bo zmagal. Bil sem prepričan, da bo zmagal. Ampak potem ni. In Izrael je to kupil. Kupili so volitve. Kaj naj potem naredimo? Ali sploh še volimo? Kakšen je sploh smisel? Resno, kakšen je smisel? Mislim, hočem reči, Mislim, imamo dolžnost voliti, ampak zakaj? ja zakaj, kaj? Če bojo samo, jaz samo... Samo počutim se ujetega. Mislim, kupujejo naše volitve. In preprosto, kako se rešimo iz tega sranja? Zakaj? Je skoraj konec? Je celoten jebeni svet konec? Samo ne razumem, ali res ne dojamejo, kako sramotno zvenijo, ko dejansko verjamejo, da tista majhna Izrael v Bližnjem vzhodu nadzoruje Ameriko. Ali res ne dojamejo, kako neumno zvenijo. In njihova obsedenost s tem je izčrpavajoča. Je izčrpavajoče. On sedi tukaj in si misli, wow, moje življenje je res težko, ker Izrael nadzoruje vse. Zakaj ne govoriš o vsem drugem, kar je na dnevnem redu? Ker to preprosto ni resničnost. Razježi Kanado, razježi Evropo. Azija nas sovraži. Bližnji vzhod nas sovraži. Ne, nisi razjezil Kanade in nisi razjezil Evrope. Nisi nasedel njihovemu prilizovanju, islamizaciji, kar se točno dogaja v Evropi. Vprašaj katerega koli Evropejca, ki vidi, kaj se dogaja na ulicah, kaj se dogaja v Kanadi. Migracijo ljudi iz Kanade v Združene države. Migracijo ljudi iz Evrope zaradi množičnih prevzemov. In presenečenje, to nima popolnoma nič opraviti z Izraelom. Ampak tukaj daješ vtis, kot da si zaradi Izraela razjezil te države. Ne! Te države imajo grozno politiko in prilagajajo se volilni bazi, ki je obsedena z uporabo Izraela kot osrednje točke, da ne bi opazili, kaj se v resnici dogaja. Iskreno, to je preprosto sramotno. Mogoče imamo nekaj zaveznikov v Južni Ameriki in Izraelu. Če jih ustavimo, smo,
Mislim, smo že tako ali tako končali. Slabi fantje. Torej, vsi delajo na umetni inteligenci, Kitajska pa je morda pred nami, ali pa tudi ne. Torej, in že je rekla, da bo tisti, ki zmaga v irski dirki za umetno inteligenco, dosegel svetovno prevlado, kaj ne? Lejte, ko pomislite na ljudi, ki so resnično za Ameriko, pomislite na upanje, pomislite na gradnjo, ne pomislite na ljudi, ki samo jokajo v tem elementu teorije zarote, kot da se vse podira. Vse je tako slabo, ničesar ne moremo storiti, že izgubljamo. Osredotočanje na katerokoli od teh tem, kaj se dogaja s Kanado, kaj se dogaja z Evropo, zakaj je Kitajska tam, kjer je, zakaj smo jim dovolili, da počnejo vse te različne stvari. Če bi nehali biti osredotočeni na to obsesivno, čudno, kultno stvar, kjer se vse vrti okoli besede na i, če prenehate biti obsedeni s tem in dejansko začnete govoriti o drugih stvarih, se lahko znajdete v zanimivem položaju, kjer dejansko spremenite vse, kar se dogaja na bolje. Ampak to je bila cela epizoda, kot da se vse podira, vse je tako grozno, svet je katastrofa. To se mi je zdelo res zanimivo, ker mi je bil ta posnetek zelo poveden. Nič, to je štrci. Kaj pa je to? Ni veliko, ni pomembno. Mimogrede, govori o maga. Pomembno, ni kul, ni privlačno za mlade, nima prihodnosti. Zakaj mi je to zanimivo? Ker tukaj dejansko razkrije, kaj čuti. Skrbijo samo to, da bi bila priljubljena pri mladih. Kot da pravi, maga ni kul, maga ni priljubljena med mladimi. V redu, bom proti maga, ker Trump tako ali tako ne bo zmagal na naslednjih volitvah, saj ne more konkurirati. Češ, zakaj pa ne bi bili proti njemu? Ja. In potem bomo morda dobili oglede in bomo morda spet pomembni. Ampak česar ne razume je, da ljudje opazujejo, kako spreminja mnenje. Opazujejo to počasi. To je preprosto obračanje plošče. Ljudje mislijo, da sem republikanka, ampak nisem bila republikanka že več kot 20 let. Nočem nositi dresa, nobene od teh ekip. Sem proti obema, sta za odpad. Vsem nam je bilo jasno, kaj je Joe Biden mislil. Republikanci so za odpad. Tako da grem kot vroč odpad. To bo moj komentar za noč čarovnic. S kostumom prilivaš gorivo v kotel sovraštva, ki je zdaj povzročil smrt enega izmed naših in našega najbolj vidnega voditelja republikanske stranke. Ustrelil v uho. Naš vodja, ja. Medtem ko je eden od njegovih podpornikov za njim umrl v naročju svoje družine. Ne bomo se več šalili. Vsi ti dejavniki so vplivali na to, zakaj je danes bolj nevarno kot kdajkoli prej biti republikanec. Bodimo iskreni, nevarno je biti republikanec, ker je naša stran tista, ki jo ubijajo. Ampak jaz, že več kot 20 let, nisem republikanec. Moja politična stališča so precej sredinska. Ne, ti si obračaš po vetru. Mislim, iskreno, Trump bi lahko odvrgal jedrsko bombo in še vedno bi volila republikance. Vidiš, to ljudje gledajo. Nad vsem drugim, nad komentarji, nad dejstvom, da nekdo govori eno stvar, potem drugo, laže o tem, spreminja se. Ko to gledaš kot mlada oseba, Megyn Kelly, tukaj je en majhen nasvet. Kar jaz vidim, je nekdo, ki nima nobene integritete. In danes, ko so mediji tako neverjetno zmedeni, je to tisto, kar iščem, nekoga z integriteto. In to je tisto, za kar večina mladih, ki jim maga ni všeč, prav tako verjame, da je res. Želimo si ljudi, ki jim lahko prisluhnemo in imajo integriteto. Tako hitro spreminjaš mnenje. Nikoli nisem bila republikanka, nisem republikanka. Mi, republikanci. To je tisto, kar iščemo in to je tisto, kar opažamo. Ni nam mar, ali si za Izrael ali proti Izraelu, če si za islam ali proti islamu, če si republikanka ali nisi republikanka, če imaš rada Tuckerja ali ga sovražiš, če imaš rada Bena ali ga sovražiš, če imaš rada Trumpa ali ga sovražiš. Nobena od teh stvari ni pomembna. Kar nam je pomembno je, kako hitro spreminjaš svoja stališča, ker zaradi tega dobesedno nič, kar rečeš, ni vredno zaupanja. In to je tisto, kar je ta intervju razkril bolj kot karkoli drugega. Ne, wow, naredila si takšen neverjeten preobrat, spremenila si svoje stališče, zdaj si ena izmed nas, bolj kot te ženske ni mogoče zaupati. Zato sem ponižana zaradi Megyn Kelly. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.